v Galeriji Šivčeve hiše odpirate posebno razstavo, ki pa je povezava na 60-letnico Čebelarskega muzeja. Pripravljate pa jo skupaj s študenti. Kako ste pravzaprav prišli do ideje? Res je, v Galeriji Šivčeva hiša, ki je drugače hiša ilustracij, gostimo 3 študentske projekte, ki so nastali v sodelovanju skupaj z Fakulteto za dizajn, Fakulteto za arhitekturo in Biotehnično fakulteto iz Ljubljane, kjer so študentje v bistvu na svoj način z svojimi videnji in raziskavami kulturne dediščine čebelarstva oblikovali oblačila, to se pravi, to so študenti mode, sami so zasnovali tekstilne vzorce, potem so se lotili oblikovanja produktov od embalaže do različnih manjših spominkov. Zasnovali so tudi posebne, bom rekla, panje, drugačne kot smo jih vajeni oziroma ki se razlikujejo od ažij panja. Hkrati pa so tudi svoje kritične misli, to se pravi našega odnosa do čebel, prenesli v strip ilustracijo, in to prikazujemo tukaj v Galeriji Šivčeva hiša, tako da dejansko povezujemo mlade rodove s čebelarstvom in povezujemo galerijo, to se pravi umetnost oblikovanje, z Čebelarskim muzejem. So študentje kritični do določenih razstav oziroma kako se razstave pripravljajo? Študentje so izredno okoljsko ozaveščeni, zelo dobro poznajo vse smernice trajnostnega razvoja in tudi zelo kritični do odnosa človeka do čebel, predvsem uporabi pesticidov, drugih zdravil in pa seveda v povezavi z vsemi temi globalnimi spremembami, ki vplivajo predvsem tudi na čebelo. Razdeljena je v 3 dele, kot ste že na začetku omenila, zdaj stojiva v prostoru, kjer so razstavljena oblačila. Tukaj so razstavljena oblačila in pa izdelki, ki so nastali v projektu Po kreativni poti naprej, kjer v bistvu gre za promocijo medu, to se pravi bodi si kot embalažo, bodi si, da gre za neke zasnove drugačnih spominkov, produktov, ki jih povezujemo seveda s čebelarstvom in pa dediščino čebelarstva. No in če se pomaknemo po stopnicah v drugi prostor? V drugem prostoru najdemo oblačila, prav tako na temo čebelarja in posebej bi tukaj poudarila, da so tudi tekstilni vzorci inspirirani na to temo in pa študentje so si zamislili maskote, na kakšen način bi lahko Čebelarski muzej se predstavljal svojo maskoto, tako da so narisali potem maskote Čebelarskega muzeja. In kakšna je razstava tik pred izhodom, zadnji prostor? Tretji prostor predstavlja strip. Strip pomeni čebel za človeka in tudi nekaj zanimivih zgodb, kako bo s čebelami v prihodnosti. Koliko časa bo ta razstava na ogled v Galeriji Šivčeve hiše v Radovljici? Razstava je na ogled do konca meseca. Bi pa ob tej priliki tudi povabila na ogled predstavitev knjige Markusa Imhofa, ki jo bomo imeli danes več kot med. In danes tudi pripravljamo degustacijo urbanega medu, kajti pri teh projektih je sodeloval tudi Gorazd Trušnovec, drugače poznani tudi kot urbani čebelar v Ljubljani.